Mene pa zanima, če je kakšen segment na področju promocije Slovenije kot delovanju Unije, s katerim mogoče niste najbolj zadovoljni. Torej, ne spomnim se v tem trenutku, da bi bilo kaj takega, kar nam ne bi pravzaprav uspelo, kar smo si zastavili in kar je bilo v okviru programa. V glavnem sem zadovoljen. Me pa še zanima, glede na to, da je bila na Irskem zdaj zavrnjena ta Lizbonska pogodba, kaj se bo pa zgodili zdaj s temi kulturnimi vsebinami, ki so prvič? No, to nima z nami. Torej, Lizbonska strategija pa Lizbonska pogodba so dve različne stvari. Lizbonska strategija je predvsem, torej to je velik načrt gospodarski, kako Evropa naj ujame pravzaprav najrazvitejši svet ali pa naj postane na gospodarskem področju vodilna. In pomembno je to, da prej kulture ni bilo noter, kulture in inovativnosti, zlasti v tistih delih, kjer se govori, da je kultura razvojni dejavnik. In zato je to pomembno. To je bilo veliko napora potrebno, torej mojih kolegov, če hočete, torej ministrov, mene osebno, da je prišlo v ta prostor, torej Lizbonsko strategijo, ki govori seveda o razvoju, gospodarskem razvoju in vlaganjih v gospodarstvo. In sedaj se je kulturo priznalo kot seveda ta razvojni dejavnik. In to je izredno pomembno in se nam zdi res, da smo lahko kar zadovoljni, da nam je to uspelo. Ravno to me zanima, je možno, da so vsi te napori za manj? Ne, v zvezi z Lizbonsko pogodbo ne, tam gre za Lizbonsko pogodbo, torej so drugi ministri za to pristojni, pa gre za druge stvari, kako oblikovati vodenje cele Evropske unije v politični ravni, tukaj gre pa za gospodarske dejavnosti, tako da tukaj ne strižejo te stvari tako, da bi ogrožalo področje kulture, karkoli. Sploh je kultura, veste, v pristojnosti vsake posamezne države in ni problem v tem, ta subsidiarnost tako imenovana, da je kultura v pristojnosti vsake posamezne države, je posebej eksplicitno povedana tudi v delovnem načrtu, ki smo ga sprejeli za 3 leta. Torej, to je sveta zadeva, ki jo varuje vsaka država. Pa vendar si prihajamo nasproti, da nekatere skupne probleme seveda pa vendarle skušamo rešiti tako, da bo za kulturo vseh držav dobro. Ko smo govorili o mobilnosti umetnikov, recimo, tudi iz tretjih držav, ne samo iz drugih držav, torej ne iz Evropske unije, o dediščini, o zbirkah umetniških in tako naprej, te mobilnosti, to je zelo pomembno. To ne ogroža nobenega, ampak hkrati pa pospešuje kulturo. Maja Andlovic-Vest, se vam zdi, da je bilo področje slovenske kulture zaradi predsedovanja Slovenije kaj zapostavljeno? Ne, niti najmanj. Tako kot za ostala področja so bile seveda sredstva za predsedovanje posebej namenjena. In zato smo tudi sredstva dobili in v okviru teh smo seveda načrtovali skrbno, že v letu 2006, seveda že sredi leta 2006 se je oblikoval ta program, ki ga bo treba potem še v detaljih finalizirati, ampak zato so bila posebno namenjena sredstva logično za promocijo, logično pa za predsedovanje, kot je vsaka država. Kateri dosežek Ministrstva za kulturo pa bi posebej izpostavili? Samo enega, s katerim ste najbolj zadovoljni? Ne, samo enega. S katerim ste najbolj zadovoljni? Ne moramo odločiti se za enega. Torej, najmanj 3 ali pa 4. Delovni načrt, Lizbonsko strategijo, kamor smo kulturo pripeljali, seveda na audiovizualnem področju seveda vprašanje medijske pismenosti in na promocijskem seveda naši nastopi, ki so bili od Kana do Brusla in drugih krajih. Jela Križič dela. Jaz bi imela 2 vprašanje. Prvo zadeva nekatere očitke, ki sem jih slišala, in sicer, da smo bili mediji tekom predsedovanja zelo slabo obveščeni o dejavnosti kulturnega ministrstva. V zvezi s predsedovanjem? Ja. Očitke koga ste slišali? Recimo moji kolegi novinarji. Kaj, da smo mi vas premalo obveščeni? Ja, da je bila slabo obveščenost glede aktivnosti vašega ministrstva oziroma vas. No, torej jaz mislim, da to je, da temu ni tako. Drugo vprašanje pa zadeva ta kulturni program in me zanima, če slučajno obstajajo ali pa če bo sploh razpolagajo podatki o obiskanosti, recimo, skratka, zanima me, če se bo dal zmeriti nek učinek teh kulturnih prireditev, ko so
recimo medijskih odzivov? Ja, seveda. Torej, samo o otvoritveni slovesnosti recimo, je bilo okoli 360 člankov po evropskih medijih. Ne? Torej, to smo dobili neposredno izmerjeno iz tega otvoritvenega. Recimo, bolje je bilo morda pokrito kot morda tudi doma. To ni učitek, to je ugotovitev. Druga stvar, seveda za ostale stvari bo pa treba še zmeriti in stehtati, kot sem rekel, recimo Plečnikova razstava je še vedno odprta, recimo impresionisti v Sloveniji, ki je na boljših razstav izpada vsekakor v to predsedovanje, se nam zdi prav, da smo tudi doma dali poudarek, seveda, ne, ker je to pomembno, bo izmerjeno učinki, seveda neposredno koliko obiskovalcev ali kaj takega, vendar, glejte, samo predsedovanje, če ne, tudi na kulturnem področju je najbolj pomembno to, da smo postali prvič naravni del Evropske unije, da smo postali povsem naravni del, prepoznavni in da do sedaj seveda se te učinki merijo tudi po tem, kako se v naslednjem letu, bi človek rekel, ali pa morda tudi dveh, zaradi tega to pozna recimo na vseh področjih, od gospodarskega do kulturnega ali turizma povsem logično. Tako da se mi zdi, da je to zelo velika stvar, izmeriti natančno v tem trenutku ocene pa ne moramo. Mislim pa, da se bo lahko izmerilo to recimo čez leto dni, se bo pa videl mogoče razkorak med tistim, kar se je zgodilo, torej in tistim, kar bo šele prišlo recimo drug let ali pa ne. To bo vidno. In to je seveda tudi pomembno. Ne. Seveda je pa treba vedeti, veste, da tudi ni vse merljivo tako v tej materialni zadevi, kot se zdi, ne, ampak da je treba izmeriti predvsem to, da je Slovenija postala seveda naravni del Evropske unije. In to je izredno pomembno. Vaš komentar na dejstvo, da so recimo Terrafong ostali brez sredstev, ko imajo en velik projekt v Evropi in so dejansko eni boljših promotorjev Slovenije. Kako to, da je recimo kulturno ministrstvo, ki je zadolženo za promocijo Slovenije, prignilo sredstva in taki skupini kot Terrafong? Lejte, zdaj bi prišli do tega, opažam, da je vsak, ki ni dobil projekta takoj v časopisih. Prijavili se recimo, ne vem, na pamet govorim, recimo 100 projektov, dobih pa lahko 30. Ampak Terrafong ni en izmed 30, ne? Ja, očitno ni bil en izmed 30, ja. Mene moče samo še zanima, kako sta bila sprejeta Evrosredozemska strategija kulturi uresničevala v praksi? Aha, ja, to pa je pomembno. Prvič, to Evrosredozemsko strategijo, tam sklep je bil, da se jo treba oblikovati. Ne? Torej, da se ta medkulturni dialog v teh svetovih, ki so si precej različni, dejansko pravzaprav izpelje in začne. In mediteransko strategijo bo treba narediti. Sklep je bil, da da podlago in obligacijo, pravzaprav, da se naredi pravo evromediteransko strategijo, ampak v to morajo pa vnesti vse tiste kvalitetne pravzaprav vrednote, o katerih sem govoril, omenil, ki jih doslej nikoli ni bilo. In to je bil velik dosežek, da se je to seveda zgodilo. V to spada ne nazadnje tudi Evromediteranska univerza v Piranu, za katero se je prav tudi na tem atenskem srečanju posebej poudaril. Na to pristaja, torej, pardon, na to se nanaša tudi to, da bo treba na področju kulture seveda delati več izmenjave. Celo se je govorilo o tem, da bi naredili skupni medij, recimo evromediteranski. Gre za področje, na področju umetnosti, da dejansko pride do veliko intenzivnejšega medsebojnega sodelovanja. Vendar pa treba to evromediteransko strategijo narediti, vnesti pa v vse tiste vrednote, kvalitetne, bi rekel, ki pomenijo po mojem mnenju velik napredek.